Torej, danes je z nami Mark Žitnik. Kako sem vesel. Ja. Jaz sem se tudi spomnil, veš, čakaj. Prvo bi te mama prosil, da mikrofon uporabljaš odgovorno, tako da dereš se ne, nisi v drami, vem, da si jih izvaja, ampak ne dereš se noter, govorite zmerno. Kako si prijazno. Noter. Profesionalko učim. Ja. Ja, imejte vi profesionalne tele, kako se reče, naprave in vi štimajte tam, pa se nam A si slišal zdaj? Slišal vse. Torej, amateriji. Slušalke gore ne piše, zato da Jaka ne rabi ta tečem, da moram biti jaz. Super. Vesel sem, da ste me povabili, vesel sem, da sem spet skupaj v zadnjo prvama v nebesih na zemlji, zdaj pa v centru Ljubljane, toliko sem vesel. Se veš, gor imamo sneg, pa našega kavča ni, ne? Ja. A razen, če hočeš po 4 hit v unem snegu gor dobiš. Ne, sem že z avtom. Ja. Sem že sem iz bolune sorte, ki težko kakšen korak naredim. Evo, torej, kaj si hotel reči? Hotel sem reči, da dobro je, da si ti tukaj med nama, ker jaz sem se zadnjič spomnil, da si ti na TV Papriki naredil prvi intervju z mano in z Zvezdano kot parom, ne vem, kako bi ti mu rekel. Ja. Zelo mladi še. A veš, da zmeraj, ko nazaj gledam, se mi zdi tako, kljub temu, da z globokim spoštovanjem in globokim poklonom do tebe, ampak vsakokrat, ko se mi zdi, ne vem, ko so bile vdaje na nacionalki, ko si bila zabavljačica na planetu, če smem tako reči, no, tisti vdaji, pa zdaj s knjigo, turneja, se rečem, jaz sem bil tisti, ki sem vohal, da ima zvezda to, ne. Ta televizijski, včeraj sem gledal eno voditeljco na Sky Newsu, ki se je po 42 letih poslovila, ne. In v bistvu, ko je ta imela poslovilni govor v etru, je razlagala, ne, jaz sem bila vaš face, vašega dojemanja dobre ali slabe, tragične novice. In zvezda je v enem trenutku postala ta naš face, ne, soočena z ezoteriko, z duhovnostjo. Ne. Do Zvezdane je ta tema bila porinjena na en drug rob. In zato tudi ta dogodek, da je ta oddaja pri tako velikih produkcijskih stroških verjetno, ne, pa tem dragem studiu in tako naprej je bila ukinjena, je določena publika in ta publika, jaz skozi trdim in urednikom in vsem, da je ta publika veliko večja. Ker toliko ljudi, ki na tem majhnem slovenskem prostoru, ki išče ene odgovore in smo mi tisti, ki jih v nekem trenutku podajamo, ne, in ti si bila naš prevajalec do gledalcev na drugi strani, tistih ljudi, ki ustvarjajo oziroma ki nekaj delajo. In meni se zdi to grozljivo, da se nekdo uredniško ne zaveda, ne, da to ni nekaj obskurnega. Ne, in to, meni se zdi seksi to, da ste in the mood, da ste na online, da ste na YouTubeu. Ne. Jaz zdaj štartam s podcastom svojim tem. Jaz nisem glih za video več, jaz sem bolj za audio, ne, tako da moj bo brez slike. Ne. Ampak se mi zdi, da je to fajn, ampak veš, zvezdi, pride spet čas, ko se mi zdi, da si tolkim ljudem. Jaz, Aleksandro Kucmut, na primer, ki sploh ni hotla, zdaj bom o drugih govoril, ne, ki sploh ni hotla, da se ve, da je to ona, Lori Palmer, Loti Palmer, ne, in potem prideš ti in ti uspeš njej razložiti, da jo rabimo, ne, ker drugače ne moraš oddaje narediti, je tako, če ona ne reče, ja. In jaz pa rečem, koliko sem jih jaz kupil, koliko knjig sem jaz kupil za moje stranke, ko sem prepoznal, da ima odgovore, da je vrhunska, in ko sem prepoznal, da ima stranka issue z narcisom, jaz sem namesto nje letel kupiti knjigo. Ne? Ampak če ne bi bilo tebe, jaz za Lori Palmer, za Aleksandro ne bi nikoli izvedel. A veš, pa kakšna fejs ženska je, kakšen človek. Jaz sem z njo za našo imel vsak teden, se spomniš, ko sem imela pogovore. Zvezdino skrivnost. Nikoli ni zmanjkalo debate. Ne? Ja, nikoli. In tukaj se mi zdi, da je greh, kogarkoli se zdaj to čudno sliša. Ne? Ta tematika, preklop. Jaz sem skozi govoril, da Linc je najboljši urednik. Ne? Preklop je bila tista, ali pa nič, ker to govorim dobro. Ampak ugasen, se ni treba. Ne? Ampak kolikim ljudem je rešil. In jaz verjamem, da je tam zunaj inštitucija. In jaz verjamem, da so tam zunaj ljudje, ki so strokovno usposobljeni, ki so se učili.
Ampak koliko teh prvih udarcev, teh prvih poskusov pomagi mi, koliko jih jaz ujamem, koliko jih ujamejo ljudje, ki so vajeni gosti. In se mi zdi, in mogoče jaz rečem, tukaj pa nisem gost, dajte en korak naprej. In se zavedam svojih zmožnosti. Ali pa, ne? Ampak jaz mislim, da smo mi v bistvu en support sistem psihičnemu zdravju te države, pa nam lahko rečejo šarlatani, pa nam lahko rečejo karkoli, ampak jaz mislim, da ga prebereš, če sem že pri Aleksandri začel, jaz mislim, da tam ženska vidi, ali pa saj so tudi moški v tej poziciji, da tam vidi, da ni sama na svetu. Ja, se takrat ste tudi meni čisto odprli, da to moje upanje, da se bo kaj na drugi strani kaj popravili, je jalovo. Se veš, ona v tisti knjigi reče v imenu Narcisa, bež, stran od mene, teč. In veš, jaz, ne vem, jaz tako razmišljam, če se ti odločiš, da prideš k meni na terapijo, jaz ta moja mešanica, mojih znanj, jaz imam, ne vem, certificiran sem hipnoterapeut, ampak zelo malo delam kot hipnoterapeut. Certificiran sem kot coach, pa zelo malo delam kot coach. Pa na Baliju sem se zaljubil v te njihove načine zdravljenja in če mi danes rečeš, kaj Mark, jaz sem kombinacija vsega tega, zato ker se mi zdi, da se nisem znal profilirati skozi nobenega od teh spektrov. Prepričam pa sem, da ko se Maj postal... Bil si tudi odličen urednik, mislim, a veš, to, da ti imaš nos za ljudi, to je definitivno, ne? Ja, da mogoče vidim čez, ne? Vse to sem si jaz takrat... Pronicljiv. Ampak takrat na televiziji sem si jaz to razlagal kot ne vem, Taja je ena od mojih voditeljic, Taja Cukata, mi so se zdaj po 20 let, mislim, to je toliko staro, toliko smo že stari zvezde, da smo se spet srečala, in mi je bilo zanimivo, kako je ona dojemala, rekla, Mark, ti si nas v pisarno povabil in se z nami pogovarjal o tem, kaj mi zmoremo, ko smo imeli dvomle vase, pa si bil ti tist, ki sem, pa sebe nisem tako dojemal, ampak danes v odnosu do stranke pa točno to počnem. Prej sem mogoče Janeza Janšo poskušal malo dvigati na intervju ali pa ne vem koga drugega, ker sem na televiziji delal. Danes se mi zdi, da so pa ljudje, ki imajo izzive, stiske, tisti moji sogovorniki. Res verjamem, da Majka pride k meni na terapijo, da je ta nek connection se zgodi, veš, da more točno k meni priti, da si redi takrat, da slišiš, jaz sem zelo grob. Zelo sem direkten. Na terapijah nič ne zavijam v celofan, gospa, tale zgodba je zaključena, gospa, tale zakon je šel v franže, gospa, tole ni. Ampak jaz trdim, da ko prideš do mene, če zbereš mene, pa si redi to slišati. A štekaš, kaj hočeš reči? In za nekoga je to premesarsk, za nekoga, ampak ne, jaz imam ljudi, ki hodijo k meni, ne vem, si zadajo en cilj, in pol ta cilj oddelam, so pa ljudje, ki jih v bistvu glih zaradi tega coachinga, zaradi tega uplifta, ne vem, 5-6 let, naprimer, imam iste ljudi. Pa kaj si rekel to, kaj si rekel ta coaching pa upliftinga, pa pridejo kdaj kakšni, pa sam po to, ne po resno resolucijo, ampak sam to, zdaj pa rabam enega navijača, grem do Marka. A veš, jaz mislim, da glih ta razlog za to, da ti rabiš nekoga, ki te uplifta, ker tudi mogoče ne more biti tvoj čustven partner, ker ne more biti tvoj najboljši prijatelj, ker ne more biti tvoja mama, ker more biti pravzaprav nekdo, ki je čustveno neobremenjen. In jaz se veliko ukvarjam z ljudmi, ki jih mi mogoče vidimo na uspešnih pozicijah, na uspešnih delovnih mestih, ki pa to niso. In tisti moment, ko on stopi pred svoje zaposlene ali pa ko stopi pred kamere, deluje, kot da je to kralj, v energiji in v tem. V resnici pa to velikokrat zelo zafrustrirani ljudje, ki rabijo ta konstanten push. Naprimer, ta glaven direktor Google naj bi coacha imel kar cel čas, ki je v pisarni prisoten ga zraven. In da on je zakašla, to sem bral en intervju, da on zakašla in da je to znak za kolega šusi v negativo, dvigam se nazaj. Si ne predstavljamo, da vse to, kar mi vidimo, te nasmejane, lepe ljudi na Instagramu, na TikToku, da to je vse en film, ki ima v zadnji nek drug film, in če je ta prava predpriprava. In zato jaz pravim, da je vsak moj magneten.
Ja, to, kar jaz vidim od tebi, se pravi to, kar jaz vidim tvojo prihodnost, to, kar jaz vidim, kje je tvoj issue, to, kar imam danes, da vidim tvoje energetske polje, to meni pomaga v bistvu postaviti neko diagnozo, tudi zakaj si se ti znajdel v tej situaciji, zakaj imaš ta issue, zakaj je to tako, kot je, ne? Ampak v resnici je pa pol se pa tam začne bildanje. Ne? Ko ti ugotoviš, da nisi identificiran s svojimi partnerskimi odnosi, ko ugotoviš, da si identificiran z, ne vem, primarno familijo. Ne? Jaz ne verjamem, joj, mene pa oče ni imel rata. Mislim, če kjera familija zmaga, pol zmaga moja primarna familija v tekmovanju za najbolj noro familijo. Ne? Ampak jaz ne verjamem, da je danes, da sem jaz rezultat samo tega. A veš? Težko kako lepo govori. To jaz razmišljam zdaj, kar si ti obesedil. To že nekaj časa probam tako povedati. Lepo, Jaz res ne verjamem. Ja, moja mama je bila posebna, moj oče je poseben. Ne? Ampak če bom jaz zdaj pri 45-ih, malo lažem. Ok, 40-ih. 47. Joku in šel na okope, jaz sem imel zelo specifičen odnos z mojo mamo. In jaz danes srečujem ljudi, ki jih hendikepirajo odnosi z mamo, pa z očetom. Ampak to ni una pozicija, zdaj pa ja, a je bil vaš oče malo bolj šibak, je bil malo bolj švoh, pa je bila mama zelo autoritativna. Bullshit, to nima nobene veze s tem. Na kakšen način si se ti odzival na to mamo, ne? Ali pa Mislim, jaz bi imel zvezdo za mamo, sam, a je to crazy, razumeš? Ja. A bi jaz ob tej njeni norosti, da je ona zvečer odhajala v teater, bil neki drugega? Ja. Jaz se spomnim, da sem imel eno gospo, ki je pri nas pospravljala, jaz se spomnim celo, da je kuhala in tudi ta prvi čik sem znal probal. Veš, se mi je zdel neskončno važen, da so midva z gospo na balkonu pržgala. Ne? To je izkušnja, ki jaz z mamo nisem imel, ali pa z očetom. Ne? Ampak nisem pa vzad za blokom kadil. Midva smo si pržgala na balkonu, kot dva človeka, ali? In sem ugotovil, da mi to ne paše. Vse te izkušnje te izoblikuje. In ko priješ ti, jaz imam grozen veliko najstnikov na terapijah, grozen veliko. Kakšni pa so zdaj najstniki? Drug svet. Jaz imam zdaj najstnico v procesu. Ne? Jaz se zdaj učim, kaj pomeni, da ti tip sina, ampak ne odgovori. Da ti TikTok sina, ampak ne odgovori. To je cela drama. Kako? Če ti sina... Gostanje se temu reče. Je bravo? Kako? To pa nič ne vem. Se pravi, če samo pogleda to, kar smo ti poslala, pa napisala, pa nič ne te zignorira. To je grozno. Ja. To je zdaj najvišja stopnja, ki te lahko dec kaznuje. Ja, ignorirate, ne? Prebral ti, ampak ti ne bo pa odgovoril. Prebral je, se pravi, nima mnenja, ti v bistvu si v luftu in to išel danes, ker se vse dogaja skozi to. Jaz imam punco, ki prije k meni prvič na terapijo in reče, sino me je. Jaz sem rabil najprej, da sem se uvedel v izrazoslovje, zdaj že malo vladam, zdaj že malo, ampak to je drug svet, oni drugače funkcionirajo, oni si upajo reči, jaz imam tebe rad na SMS-u. Uživo pa skoraj malo, da ne smeva skupaj stati. In to so čist drug planeta. Veš, kje sem to videla jaz, ko sem gledala tega slanskega moškega, ki so v angleščini so si govorili love you, you're so cute, Slovenke, ne? In pa sem razmišljala, zakaj toliko angleš govorijo, razumeš? Zato, ker rad te imam, pa ljubim te, no to težje reči, ne? Jaz sem to videl iz osebnih izkušenj, kako težko jim je, ko punce ti si malo, zdaj sem nekaj časa že samski in tako, in ti punce napiše sporočilo in tako, da ne govorim o tem, kaj socialne mreže delajo zdaj. Od tega, da sem se dobil z eno punco in nisem vedel, kdo je. Sem rekel, si ti jaz iz sestringa profila mi pošiljala sporočila. Do tega, da ti reče, ful, pogrižem te rada, te imam nekaj vse. Kaj se pa vidiš, kako si rekel? Kaj pa bom jaz zdaj tebe pojedel, ker si ti me rekel, da me imaš rada, ne? Jaz sem ta išel, jaz grozem velik, ne, teh najstnikov, ne vem, tako se mi zdi, da je mama povedala mami in mama povedala mami. Mi včasih se ne zavedamo tega, da če ti začneš pri 20-ih pucati neke svoje frustracije ali pa bolečine, jih boš čisto v drugem formatu pucal pri 40-ih. In jaz sem zdaj druga skupina, imam blazno uspešne moške na terapijah, ki jih dojemamo navzven kot blazno uspešne, pa to niso.
ne? In so v resnici ne samo zavestni zaradi svoje storilnosti v postelji, zaradi svoje storilnosti na bančnem računu. In to je konstantna drama in konstantna tekma in če podležeš temu, si urit. In to tudi, ko si rekel, drama je zdaj ful pomembna. In nisem ugotovil ko si rekla socialna medija, kako se že reče ti v Švedu, ko se... Tinder. Ja, levo desno, ne? In veš, kaj sem jaz ugotovil? To je samo postrežna. Ja. Dva se dobita, ko si kliknete in sta si všeč, gresta na večer in se imata odlično. Se data dol, se to lahko reče, ja? Seksata. No, ja, to. In sta odlična. Ampak ker je v samo postrežbi še toliko ponudbe, jaz ne bom več jutri šel s tabo na zmenk, ker ko pa če je tam nekaj božga. Štekaš. In sem ugotovil, da oni sploh ne funkcionirajo več. Jaz sem najdu žensko, ki mi je všeč, intelektualno zgleda dobro, postelje v redu, vse. Ne, jaz grem v samo postrežno, ker je slučajno tam še nekdo boljši. Moj prijatelj se je poročil s svojim Tinder mečem, ne? A veš, jaz sem tudi zdaj par teh uspelih, ampak ugotovil sem, da je issue v tem, da je to toliko ponudbe na socialu, ta fake ponudba, da grem jaz za grenenost domov, zdaj ta ne ratel mi je najdeti kompatibilno punca, ampak oni letijo domov iz tega, da je ta prever... A ti povem eno sceno, recimo, kaj je fora Tindra. Recimo ima fant punco, s katero ni najbolj zadovoljen v življenju, ki ga frustrira. In namesto, da bi on rešil problem, on ne uporablja Tindra zato, da bi se šel gonit okrog. On uporablja Tinder zato, da vidi, da je še toliko rib v morju, da je potem lahko pa miren, ko pride domov, je pa lahko miren in ne rabi reševati problemov. Recimo. In to so dekalice, ki so zdaj stare 45, 50, ki so iz 1000 razlogov ostale same. In zdaj so tam gor. Zadnjič sva za eno stala se če mi verjameš, da je ena prišla k meni na termin in rekla, a mi v te pomagu. Da greva čez in sva 45, ona je 54 let stara in sva 45 minut sem se trudil zvezda najdeti enega, ki bi ga lajkala. Ali ko se reče? Ja. Jaz opravičujem se režim, jaz sem pač bolj stare šole, oziroma mislim, to je res neumnost. Mislim, se ne delamo norce z ljudi, ampak... Dobro, ti, ki boš zdaj počas rahlo 50, ja. A veš, zdaj pripravljam na to. Ni šanse. Ampak, a veš, svet se pa zdaj to vrti in na terapijah ti govorim, a ne ta, ne sam dekalice, ki si objemajo in preverjajo, če še z roko lahko objame stegno. Ne? Kaj pa to pomeni? Ja, čez prsti lahko objamaš, pa si taman. Ne, če pa ne moreš, je ti zbliz. Taman. Tebe bi v promet spravil čez. Bomo naredili Tinder profil za Zvezdano, za fora. Za test. A me razumeš? Ampak da pa 50-letnica preverja zjutraj, ne? Razumeš? Tukaj smo prišli v to fazo in jaz sem ženske, ki hodijo k meni. Imel sem eno, ki je vsak petek, ki je prišla, mi je pokazala, kaj je ljubimec kupil. Vsak petek je imela sliko, ta teden mi je pa to. Ne? In meni to ni štima. Ne bom zdaj rekel, jaz sem pa videl, da ona laže. Ona je bila tok, ona je imela šopke, ona je imela vrtence, ona je imela bombonjerce, prstančke, verižce, vse je imela. To je ženska je let pa pol sama sebi obvala. In ona je imela terapeuta, ker prijateljice ni mogla nategniti, terapeuta pa je, ne? Ker so pa rekla, jaz sem pa, a sta bila pa, ne, pa nima časa, samo poslal mi je. Ni bilo nobene slike skupne. On je sam vsak teden poslal prste. In je živela v tem imaginarnem svetu. In veš, ta proces, ki sva enkrat naredila streznitev, da to je zdaj pa fake, da to je zdaj pa zgodba, ki nima mesta v njeni zgodbi. To je bilo težko, ker je bilo treba njej najprej ta fake, da ga je ona dojela, da ga je bila pripravljena priznati, da ni zanikala mene kot terapeuta in rekla, bom šla nekam drugam, pa bom še en let pomol.
To je bil zame intimno zelo velik uspeh, da smo mi čez to ozaveščanje, da je ona kljub temu hotela k meni na terapijo priti, kljub temu, da sva šla toliko globoko, koliko je ona poškodovana. Mi se danes kot partnerji ne znamo pogovarjati. Jaz imam sinove, tako kot si ti, ki z očeti ne najdejo skupnega jezika, ne, z mamami najdejo, ne vem, samo na določenih področjih. Sem grozen velik tašč, bodočih, ali ko se reče, tašč, ker ne znajo spostaviti kontakta z zetom bodočim ali pa z bodočo snaho. In vse pride sam na komunikacijo. Zato rečem, da ti snorc, ki je tebe v kinu, ne, na RTV, ker to, mi smo se vsem pogovarjali. Jaz ne vem, če se spomniš, ko sem na Mesič napisal, 3-4 dni kasneje po oddaji so se moje stranke pri meni hotele pogovarjati o tem, kar si ti temu odprla. Na oddaji zaradi tvojega gosta. 3-4 dni kasneje so bili še se, v službi smo se v ponedeljek o tem pogovarjali. Bolj nekdo pride in reče, to mi ne rabimo, to ni rejtinga. Lej, tudi če ne, vesolje je hotel, da si tle, vesolje je hotel, da sta tle. Jaz se mi zdi, da je tudi mogoče ta tvoja komponenta, ful važna. Ful se mi zdi zato, ker zvezda tako lepo, ker gledam vajne intervjuje, tudi kako se ona odzove na tebe, in spet čisto na druga zvezda. In se mi zdi, da je ta mimika vajna tudi vrhunska. Ma preveč sem zabluzem, da hočem biti, da se ne znamo pogovarjati, da je poanta in to, da se vidva pogovarjata, da tudi vidva kažeta to dinamiko, da na tej relaciji je lahko spoštljiva, ne pa pokroviteljska, da je maj tih, bom jaz zdaj govorila. A veš, tako se mi zdi, da je... To je v bistvu tudi bila na nek način prvič, a veš, Maja je ipak predstavnik neke mlajše generacije, drugače razmišlja. Jaz, veš, v teatru zdaj sem ti prej razlagala, jaz s 30-letnimi režiserkami zdaj, ženskami, režiserke. Jaz, ki sem dala vso torturo teh starih režiserjev, ki so te mučali in ponižvali, sem zdaj preskočila na 30-70 let stare ženske režiserke, se pravi, ženske prihajajo v teater in gledam to, kako... A si ti lahko zamišljaš, da bi jaz tam zdaj imela neki občutek, jaz sem že ta igralka, jaz že tako vse znam, pa vem... Mislim, jaz ne bi mogla več delati, ne? Jaz si pa želim delati. Igralci pa so tako lahko delali, niso igralci. Jaz nisem imela nikoli problema z medgeneracijsko tole, ker se počutim... Ampak so bili pa igralci, so bili pa gospodje, ki so prišli, pa so rekli, jaz vem, kaj bom naredil. Nekoč pa je bilo tako, ja. Ampak je dolgo nazaj. Tudi ni rečen, da je on bil dober igralec. Ne, ni rečen. Ne, on je bil. On je bil, se postavil, režiser je rekel to, ti pa crkam na zdravo, da si ugodila, verjetno. Ampak vse to percepcijo imamo zdaj pa v enem drugem, jaz vidim na terapijah pa v enem drugem problemu, ženske so šle v tej poziciji ne več v obrambno pasivno fazo, ampak pa to ni emancipacija, to, kar bom zdaj rekel, ampak ta močna drža, samostojne, neodvisne ženske, ki pa tem majhnim lulčkom zelo povzroča velike probleme. Frustracije. In jaz vidim, da jaz imam eno gospod, ki zelo veliko zasluži in mož dela v istem podjetju in dela v skladišču, ampak ona na koncu meseca, ko pride plača, kar njemu nakaže in potem on odreja in handla. In on si je tukaj podaljšal, dimenzija. Svojega organa. In a veš, in zadnjič pride in reče, gospod, danes pa nimam za plačati. Pa nisem bil niti pozoren, to je gospa, ki hodi k meni 3-4 leta. Danes pa nimam denarja, pa sem videl, da je živčen, sem rekel, ne razumem, ne sekirite se, bo že drugič. Veste kaj, jaz si tako dajem, on ne odobrava, da jaz hodim k vam, pa sem si pa mal za parkirnino, pa za te stvari dajala na stran, da naberem toliko, da grem lahko vsak teden k vam. In jaz rečem, ne razumem, kako za parkirnino. Ja, ona mora razložiti, kaj rab. Ampak ker jo ne preseka v plači, ker jo verjetno tudi v postelj, jo zdaj handla v poziciji, da jo on delegira. Ti govoriš o eni taki stvari, ki se mi zdijo, da so tako del davne zgodovine, arhaične in tako. Ampak tole, ki zdaj govoriš teh par stvari, kar si rekel, mi je... Tudi jaz sem dajala mnogo več prostora v svojih partnerstvih, ker sem vedela, da v bistvu moje partnerje moti,
kar niti nisem vedela pravzaprav kaj, ampak da jih moti, da jaz Blestiš. blestim. Ja, kjerkoli. Ampak ni naloga moškega v zvezi, tej klasični, da ravno to naredi. Ja, naloga je. Sej, on si jo je na silo kupil. Tukaj ti kažem en primer. Tukaj zdaj ne govorimo o klasičnem patriarhatu, da je moški tisti, ki se mu ženska podredi. Ampak tukaj si on na silo, on si je njeno plačo vzel, zato da je on patriarhat. Še vedno kontrolira. Veš, in mi imamo problem, jaz vidim na delovnih mestih punce imajo problem z afirmirano, jasno postavljeno šefico, ki je mogoče brezkompromisna, ki je mogoče fajterka, Mi takoj damo etikete zraven, zakaj je ona taka, zakaj mi zadece, zdaj, ki je Nataša Pirc-Musar bila imenovana, kako smo se ukvarjali z njeno obleko, kako je bila trdna, pa kako bo to. Zaradi tega, ker še ne vemo, kako je, ker se nekaj novega. Ne, kjerga deca so vprašali. Ne, ampak se pravim, to je prvič v zgodovini, da je predsednica, mogoče pa pač sam ne vemo, kako se obrniti zdaj ta prvič. To, da se ne vemo obrniti, to se strinjam. Po drugi strani bom pa sam nekaj rekel, ženska v mini krilcu lahko naredi veliko več škode, kot moški v kratkih hlačah. No, meni so všeč. Moški v kratkih hlačah. Tudi meni. Mislim v klasičnem patriarhatu. To je mačistična izjava, jaz ti lahko samo rečem, sam to bom povedala. Prve režiserke, ki so prihajale v teater, so prevzele moški način, se pravi režiranje, se pravi, da so komandirale tule in ne vem kaj še vse. Tele pa ne več tako. Tele pa so v resnici močne, v resnici marsikaj vejo in delajo iz celega. In probleme imajo z njimi in moški in ženske, ki živijo v nekih drugih časih oziroma ki tega niso sprejeli. Ja, in jaz pa hočem to povedati, da se danes ženska v bistvu sooča s tem, da ji je uspelo, potem pa poskuša doma v vseh pozicijah. Se postaviti nazaj. Dol. Se pravi, šle ste gor, v zuni uspele, se dokazale, doživele potrditev v smislu, ne vem, odlična igralka, otroke si jih kruhu spravila, vse. Doma, pa odigrajo te ženske neko drugo vlogo, zato da bi bil, rečemo temu, mir v strehi, in to je big issue, zato, ker ti enkrat odpreš krila na zunanjem trgu, rečemo, v trgovine, ker ti ta krila odpreš, pa prideš domov in kaj to slečeš zdaj dol in preklopam v garaži, da ko bom stopila ven iz avta, bom igrala eno butaro, da boš ti se počutil fajn. Ampak to je issue, to je danes issue. 19-letnice, 29-letnice. 19-letnice, big issue. Za meni je zanimivo, zaradi tega, ker jaz to vidim drugačne. Jaz pa vidim, da ful žensko staje raj zaradi tega samskih. Ja, to je pa ta drug problem. Raj so samske, kakor da bi imele moža, ki bi bil slučajno kakršnokoli. Mogoče imam jaz, se strinjam s tabo, mogoče imam jaz to zgodbo tako narejeno, da k meni hodijo ženske, ki so šle v partnerski odnos, imele otroke in v bistvu v enem trenutku ugotovile to nesinhronost ali neoglašenost s tem človekom. Generacija si pa sploh ne predstavljamo, koliko ljudi zavestno izbere It's a Choice. Glih danes mi je ena poslala quote, ki je napisan bilo, jaz sem inteligentna, lepa pa iznajdljiva, zakaj sem pol samska, to je pisal you are overqualified. Ja. Načrtno v bistvu vzamem in izberem samskost, tudi kot ženska, zato da ne bi rabila biti ta igralka doma, ki se delam, da nisem to, kar sem. No, zdaj bom pa, če se že o tem pogovarjamo, jaz imam eno prijateljico, naprimer jaz več, ki iščejo to, kar smo se začeli, partnerje na, zdaj pa ne vem, je to Tinder ali kaj drugega, v glavnem, in me ena ves čas prepričuje v tem smislu, da ni tipov takih, da je treba znižati neke standarde in ne vem kaj, jaz itak to bolj debelo gledam, jaz sem lahko mogoče tle staromodna, jaz na tak način ne bom iskala partnerja, ni šanse. Mislim, vse me zanima, ampak zakaj bi jaz morala biti tam? Poslušaj, v tem hitrem svetu, kjer živimo... Zakaj bi morala jaz biti tam na ta način na razpolago, da mi jaz zdaj pisala, kvaje so moje kvalitete, zdaj pa ti prišel, mi da se odobila na kavi, zdaj se bova gledali. Kaj pa speed dating? Veš, mi imamo, pri nas dela kemija,
Ja, jaz ne vem. Zrušite te moje predsodke, prosim. Ja. Bod vesela, da nisi v tej zgodbi, to je prvo. Zato, ker danes ta boj za preživetje je res hud. In punce res mislijo, da če bo sam malo nosek popravila, sam malo bolj ga bom prefrkala, sam malo bom napela, pa bo. Pa sam še malo bom žnable povečala, pa bo. Sam še malo bom. In to je konstantna poza. To se ne hecam. To so ženske, ki so stare, ki so uspešne, ki so zadovoljne, ki so 50 let, ki so super za pogled. Oprostite, kar motiva. Opazili ste, da v 77% ni naročenih na ta kanal. Pojdite se naročiti, pa gledati nazaj. Ja, hvala. Rada vas mava. Ajde. Da danes do tja sploh ne moreš priti. Da si sama, tudi kaj boš, z najboljšo prijateljico šla v to kavarno, pa se dela, da kdo bo hotel globoko zreti vate. A me razumeš? A šla sama v to kavarno sedeti pa čakati. Danes jaz vidim, da so to stiske. To so hude stiske ljudi, ki si želijo biti v duelu. Saj ne vem, če vam prosto tako rečem, ti si 22 pa pol, ne? A je vam lažje? Ne vem. Mislim, ni lažje, izjemno težko je. Izjemno težko, pričakovanja so izjemno raznolika, visoka. Vsi živimo na teh socialnih omrežjih, gledamo Instagram profile, ker so vsi srečni, vsi zapeti, vsi napeti. In pazi to, kaj sem zdaj ugotovil. Jaz imam TikTok, recimo zdaj samo še za naš akt, zaradi tega, ker sem ugotovil, da je to tak clickbait postal, da je brez veze. To so punce zdaj najdli način, kako biti gole, brez da so gole. In zdaj, če dve slučajno lajkaš, se ti samo to odpira in to so punce pa to so pajkice, kratke pajkice, ki so tako tanke in stisnjene, da ne pusti nič domišlji. Danes se mi zdi, da je ta potreba potem, da bi ugajali, da bi dobili klik. Tudi, če rečemo zdaj, da je ta šla v gostilno klike iskati. Se to dela. Ne na TikTok, ampak jih je šla. Jaz sem, ki si igralka, jaz sem bil šokiran 2 ali pa 3 leta nazaj na Oskarju na Red Carpetu. To ni bilo več, kjer filme ste vi posnela, gospa. Koliko klikov imaš? Koliko sledilcev imaš? On je sprašval, da Red Carpetu vsadzga, ja, vi imate pa 34 milijonov sledilcev, vi imate pa 12 milijonov sledilcev. To je bil... Kako si bolj lahko z njim, ki jih ima sam 12, ti imaš pa 24. Ja, veš, to, kaj si ti posnela, to ni več. To je zdaj drug svet. In če ti ne razmišljaš, a je to zdaj socialno, ljudje si več povejo. Zakaj je to gvaranje zaradi socialnih omrežij? Zato, ker ti v SMS-u izpoveš ljubezen veliko hitreje, kot život, kot je prej Maj rekel, da ona pa bolj ne ve, kva ti z njo in kva bo ona s tabo. Tam sta si pa vse povedala. Posnet sliko, intimno sliko, v sekundi. Vse so razvili aplikacijo, ki jo v 10 sekundah zbriše. Ali ne vem kva. V sekundi. To je vse. Ena najbolj uporabljenih aplikacij trenutno zdaj, če ne najbolj. In če ti niso v tem džiru, si adijo. Pa ne, jaz vem za restauracijo v Ljubljani, ki v bistvu, po angliškem bi rečel, they are catering to that. Se pravi, ugajajo tem manam. Se pravi, ti imaš restauracijo, kjer pridajo in se postavijo punce, se pravi, tako so mize in je v bistvu vse to, točno tako, kot si ti rekel, tiste, ki bo dala dol in bo bolj znala svoje atribute pokazati, tam se bo zadrževalo več ljudi. In ti imaš generacijsko problem. To se zdaj dogaja, eni 3 čudni ljudje sredi Ljubljane se o tem pogovarjajo, verjetno se še kdo kje. A čez 10 let bo pa to problem? Ne, to je problem že zdaj. Jaz z vsem spoštovanjem, jaz ne vem, jaz nisem osamljena, tudi če sem sama. Moram reči, da sem se ti dobro veš tega najbolj bala. Jaz sem šla skozi temno noč duše, to se pravi strah pred samoto, ampak jaz sebe dovolj spoštujem, da se jaz, se pravi na ta najlažji, na klik način ne bom predala jaz čem živeti. Ampak tukaj pridem jaz, Ja. Tukaj pridejo terapeuti, nisem sam jaz, ampak jaz vidim, da včasih je potrebno samo to, da razložim 2 koraka čez. Ja. Da rečem, deva čez to iti, obstoja nek realen svet tam v zadnji za tem socialem. Jaz sem, ko si pred Papriko omenil, pa mamino vdajo. Jaz sploh ne vem, če bi jaz danes čustveno
zmogel Indijance, jaz jim ne znam drugače reči, ki se z imenom in priimkom ali pa anonimno spuščajo v debate in komentirajo stvari, ki se dogajajo. Ne? Zdaj bila ena ločitev enega para. Gospa, jaz sem šel prav stokati jo na profil, to je bila gospa stara 60 let, ki živi v, ne vem kje, da nam zdaj rekel Kungota, ne? Ampak ona je imela mnenje o tem, ona je ekspertizo napisala. Ona je itak stara, on je itak vara, on je ona je imela mnenje, ta ženska verjetno do Maše, do Merkatorja, pa 3 prijateljice, oprost, ki sem nasramen, ampak ona si je upala, sem imela pogum, ekspertizo, diagnozo njunga ločitve oziroma njunga odnosa zapisati. Ne? In še verjetno ni mislila, da je odlična o tem. Jaz si ne predstavljam, da bi jaz takrat delal oddaje. Jaz se spomnim, sem imel kučanega gosta, mi je nadangel Gabriel poslal, takrat so bile dopisnice. Jaz sem bil toliko šokiran, da je prišla dopisnica, kjer je vse ta nadangel Gabriel, mi je vse povedal, kam ne grem, pa kako ne grem. Sem imel ta druge, je verjetno en drug angel, sam ni bil čisto angel, pa pisal za, a veš, pa se je nam to zdelo takrat smešen, pa zabaven, pa luškan, da se je nekdo vzel čez. Angel Gabriel. Ja, to sem zdaj rado. To sem zdaj rado. Ta se je podpisoval. Ta se je vedno podpisal, a nad Angel Gabriel. Ne, zato, res zato. In danes, da bi mojo oddajo, veš, mene, no, takrat so se vsi ukvarjali z mojim podbratkom, po mojem sem se jaz bolj kot drugi, ne? Ampak jaz si predstavljam, da bi danes kaj vse bi jaz vse prebral, amben se ne bi ukvarjal z vsebino, kaj sem jaz dal gledalcu, kakšno širino sem jaz poskušal dati, ne, danes je ta forma tega gnojnice, ki se zliva na ljudi, a veš, tista glavna stvar. In ko mi rečemo, da mi zdaj govorimo o ljudeh, ki smo se zavestno odločili, da hočeš biti v javnosti, da zavestno, to je tvoj poklic, Madonna, ti nisi zavestno, ne, ti si sledila poklicu in to, ampak da zdaj to že govorimo mi o tvojemu sosedu. Se pravi, zdaj ta social že omogoča, da že to sosedo trešamo ali pa tvojega soseda in ga razglasimo za bla bla bla. Se pravi, to ni daleč od te, kaj je zasebno, pa to. Ne? Ta social je grozljiv. Meni je fenomenalno, ki napišejo, ne vem, pa lahko rečemo levi, desni, gay, straight, whatever, prav. On je itak eden izmed vas. Ni čuden, da je tak. To je najlažje, to je zdaj tako, Ni čuden, da je eden izmed vas. Nima veze, kjerkoli je, sam ni moj. No, ampak zdaj, jaz vem, da je družba v krizi. Se veš, jaz zdaj ponavljam kaj mantro, mi delamo eno igro od mraka, a veš, in beremo en odlom, ki ga je napisal leta 1935. Isto kot danes. Vse isto, to zdaj že danes drugič ponavljam. Koliko si bila takrat stara? 15 let, mami? Takrat sploh še ni bilo. Ti ne sram, kaj pa mu daš za jesti? Ta teden si brez večerje. Že 10-tič omenila tega mraka. A veš, pretreslo me je, kako v bistvu nismo nič napredovali, oziroma zdaj s tem, kar mi videa prepodujeta. Smo si dodali sam šume. Sam šume smo si dodali. Jaz mislim, da smo si sam te šume dodali, zato da ne gremo k bistvu. In ko si ti pri meni na terapiji, če smem, je to 60 minut, ki ni šumo, 60 minut, ki si ti v mojem epicentru, mojega fokusa, moje pozornosti. To, kar si želimo, vidim te, slišim te. Nisem pa čustveno obremenjen, se pravi, se ne bojim reči pismo zvezda, ampak tole je pa bedarija prvoklasna. Ali pa, dejva, tukaj si mažeš oči, tukaj si lažeš. In vidim pri ljudeh, ki pridejo pa še naslednji teden. Jaz sem zelo grob, jaz sem zelo direkten v tem, kar vidim, oziroma kar je moj issue, ki ti ga želim predati. In vidim, da če me pokličeš, da bi rad prišel še naslednji teden, pa si voljan delati. Na sebi. In jaz imam občasih občutek, da sem tako srečen, da delam to, da mi na pot hodijo ljudje, ki hočejo, kljub temu, da nisem ta najbolj simpatičen. Da mogoče danes zavajal, sem si dal uno to prijazno. Jaz se poznam kot sicer zelo strogega, ampak izjemno čutečega človeka. Mislim, to že to, da si ti meni takrat dal tisto vdajo na Papriki, se spomnim, kako si delal spoštljivo ves čas, ampak tudi zelo so bila jasna pravila in tako naprej. To se spomnim. A veš, ampak jaz sem čutil
Spomnim se ene tvoje oddaje, ne bom šel tja, ampak spomnim se, da ne bom povedal kdo, ampak nekdo zelo znan, ki si imela soprogo za gostjo. In je ta soprog z vozičkom, ne, starejši oče, ne, z mlado mamico voziček prevažal v studio. Kaj mi je bilo tega treba. Ne. Na hodniku smo imeli pa televizijo prižgano. In na koncu ure vajnega pogovora se mi zdi, da imam ženo videl drugače. A veš? Ja, to in je zvoniš. to tudi, ja, in meni se zdelo to tako, wow, če smo mi zdaj pri njenem možu, v tej eni uri, tako je bil, ne. Svojo ženo je videl po eni uri pogovor s tabo, ne, jo je videl drugače. In meni se je zdelo to, da to širino delaš, ne, da si premikala stvari. In zato sem jaz z globokim spoštovanjem, zato ker sem vedel, da imaš to dimenzijo in da ne rabiš biti. Ne, jaz se zelo velikrat, vse vem, da sem vam tečen, ampak to imam željo to povedati. A ne, voditeljce, pri nas smo imeli formo televizijske voditeljce, ki ne posluša gosta. Ti veš, da sem jaz to večkrat razlagal, kako je to narobe, da prideš pripravljen. Jaz imam voditeljce, ki jih imamo za najboljša, največja televizijska zvezda, ki v življenju ni z glave enega vprašanja postavlja, ki je vse na raziskovalcih, ki je vse na vprašanjih, ki skoraj na sekundo se sproži. Na drugi strani sem poslušal eno predavanje v zvezi s producentom od Oprah šova, da so na sekunde točen, kdaj gre ona v jok, kdaj ona objame sogovornika, kdaj prestoji, kdaj ostane, da je vse to. Jaz bi rad, če je moja gostja Zvezdana Mlakar, jaz bi rad videl, kdo je Zvezdana Mlakar. Zato ni več teh pogovornih oddaj, zato so podcasti zdaj tako popularni. Jaz res začnem zdaj. En let že imam vižen, kako bi jaz to mogel narediti, ampak jaz sploh ne morem več. Jaz poslušam zjutraj radio, ko sem zadet od spanja, da ne kdo narobe razume, ko se peljem v službo. Jaz poslušam radio zato, da se smejem zraven, ampak zvečer, ko se pa vračam domov, ko imam 40 minut, to je pa glih en podcast, in jaz neskočno uživam. A veš, da jaz tudi tako, tudi naše podcaste včasih, ki nimam časa pogledati, poslušam, ne? In če smo pri tem, jaz sem urednik svojega časa. Jaz sem urednik svoje vsebine. Zakaj Netflix? Kakšen nacionalni... Se spomnite, smo mi 1000 spomnili, on je premehen. Mestece, Peyton. Prazne ulice. Zakaj? Zato, ker to je bilo 20 nič. In če si bil, če si videl, si videl. Nisi mogel nič nazaj. Samo veš, moja oddaja je bila tudi na nacionalki ful dobra, na MMC-ju, ne? In še zdaj gledajo, ne? Seveda. To so vsebine. To je pa najbolj bizarno, da gre ogromno denarja v informativni program, ki je jutri old news. Znači, danes je ta zmagala na volitvah, jutri je odstopila, naslednji dan je Jože, niko ne ve več za njo. Ampak ta vsebina, dobro, mi smo šli danes malo v eno drugo temo, ampak ta vsebina, ko se ti pogovarjaš če sem spet par Aleksandri, bo čez 20 let enak zanimiva. In zato sem jaz to zelo verjel in te podpiral pri Zvezdini skrivnosti, zato ker sem rekel, to bo en učbenik, to bo en, in sem tako intimno res to verjel. In tudi danes, ko gledam te vajne podcaste, jaz res verjamem, da je to tudi čez 20 let na arhivih. Še zaradi nečesa drugega si ti mene, mislim, te jaz izjemno spoštujem. Se pravi, tvoj odnos, mislim, ti si moral tudi orati ledino s tvojim odnosom, se pravi, z tvojim partnerjem in z vajinim sinkom. Mislim, to je fenomenalna zgodba, ki je tudi absolutno... Mi smo letos imela 24. obletnico, da smo skupaj. 24 let ste skupaj. Čestitke. Od tega sva šla čez registrirano skupnost, pa sva bila partnerja, zdaj sva pa celo poročena. Tako da so šla čez vse faze, ker zakon se spreminja, pa so pa mi nove liste. Pa starša. In meni se zdi to, da jaz imam ful moških med strankami, ker mi vsi rečejo, te bolj ženske hodijo. Ampak sem mislil in sem ugotovil, da je v resnici to moj plus,
Zato, ker se ne počutijo intimidated zraven mene. Ne. A veš, jaz jih ne ogrožam v njihovi moškosti. Jaz sem, jaz bolj štekam, kot njegova žena misel. Seveda, prijatelj, logično. In ko se v tem vajbu ujamejo, pa začnejo razlagati. Ja, pa v posli tako pa tako. In pa se rečem, a pa si ti misliš, da je to njej res lahko všeč? Ja, se ti veš, in vidim, da mi ta dinamika blazno dobro gre, da v resnici to sploh ni issue, ampak da te mačoti, pa rečejo, joj, ampak da mi ti razložiš, kaj je ona mislila, ki je to rekla. Ja, seveda, eni so še petavci psom, jaz sem pa strejta. No, pa tudi starševstvo, jaz vidim tvoje objave. No, jaz tudi moja največja sreča. Jaz tudi, ko vidim na smeh, ko ga objaviš tam malo, pa ko vidim se, da se potrudiš pa misliš, te one heteroseksualne otroke tebe zlorabljajo, pa te razne se veš debate, mislim, da... Tega nisem nikomu še povedal. Mi smo imeli ogled, jaz ne vem, če imajo to drugi starši, ampak ko je Tristan prišel iz bolnice, da je bil v bolnici, in medtem je socialna služba prišla pogledati naše stanovanje. Če so pogoji, jaz mislim, da to vsem naredijo, in so prišle 3 tete, in sem rekel, boste kakšen čaj, Rok je bil na pediatrični v Stamalim, in sem rekel, boste punce, boste kakšen čaj, ne. Koliko metrov je od prevajalne mize do od banje do prevajalne mize? Prosim, koliko metrov je od prevajalne mize do banje? Rekel, ne vem, gremo gor pogledati. Aha, mansarda. Aha, ne pa ima tako mansardo, da je normalno. Jaz sem takrat prvič čutil, da nekdo tam ni mislil, da jaz nočem najbolj svojemu otroku. Ja, jaz sem prav, ko smo korakali, jaz sem šel za njimi gor in sem se razmišljal, sem rekel, a je to možen? In pa sem šla, Rok je naredil sobco za pojest. Dobro, in so se obrnili. Sem rekel, punca, gremo še zmeriti te metre. Prevajalke, Ampak, a veš, jaz nisem v tem okolju, v katerem živim, jaz verjeten za mojim hrbtom tudi kdo kaj reče. Tudi verjeten bojo otroci v šoli v enem trenutku tudi kakšno stvar rekli. Mi da se trudiva, da bova, ampak dokler se ti to vprašanje ne zgodi, tako ne veš, kaj boš odgovoril. Ampak jaz mislim, da je vse s toliko ljubezni, da ne more drugega nazaj priti, kot ljubezen. Veš, ta Tristan zdaj igra čelo in sem poslal njegovemu kirurgu v Izrael posnetek in njegov komentar je aren't you proud. In ja, proud, ta ponos. In jaz velikrat rečem en stavek, ko se je rodil s to napako, on se je rodil z eno hudo srčno napako, sem si jaz rekel prvo vprašanje, kaj sem jaz naredil narobe? A se jaz igram Boga, da sem se šel delati to, kar ne bi smel? Kaj sem jaz naredil narobe? Kaj sem slabega naredil? Da se je to zgodil? Kaj sem jaz narobe naredil? In potem je Ketut odgovoril na to, to je ta učitelj na Baliju, je rekel, ne, on je tebe zbral, zato, ker samo ti si lahko rešil, sam vidva sta lahko to stvar sfajtala. In pa, ko so se dogajale te drame, jaz ne verjamem, da je nekdo sposoben fajtati to, koliko so midva fajtala. Ker druge, jaz takrat razmišljal, da itak druge opcije nimam. Ampak to je bil res fajt. In pa, ker res to začneš razmišljati, ne, ti si bladarno... Zdravnikov z zdravstvenim sistemom. Ja, smo imeli težave, Pa z birokracijo, pa z... reši življenje svojemu sinu. Ja, ti si tukaj na tem planetu bila iz Majeve strani zbrana za njegovo mamo, in da si šla čez njegov drek in obratno. In kontra. Ker si ti bila sposobna ta drek pohendlati in on tvojega, da se malo bolj počuti. In ko to diagnostiko vzameš, da je partner tudi nekdo, ki ti je v izzivu, ki te v bistvu tera. Zvezda, poglej nazaj svoj partnerski odnos, a si bogatejša zaradi točno tega partnerja. To je tako univerzalna resnica. To je fenomenalno. In ko to ugotoviš, da je ta človek, ta moški, ta ženska, ki koraka s tabo,
da te ta bogati z vsem, kar ti porine pod noge, če to razumeš. Ja. Lahko greš v jog, lahko greš v zemljo, lahko se pogobljaš od hudega, lahko greš V žrtev. molc, ne, bla, bla, bla. Meni se zdi to, da smo v evoluciji, da rastemo, da smo boljši. Ne? Jaz vidim zdaj, kako včasih učitelji iščejo neznanje v otroku. Ne? Pa si rečem, pa kako je možen, ta otrok je s tako ljubeznijo danes čakal ta predmet in ko bi čakal, zapiske si je delal, si vsaš v 4. razredu si otrok šel zapiske delati, ko se reče izpiske, no ne zapiske, izpiske, kao da bo še boljš. Ne? In ona najde neko vejico v govoru in ga oceni drugače. Mi teh frustracij skritih itak ne vidimo, se strinjam. In vsi imamo predsodke, hočeš, nočeš, ali do čudne hrane, ali do, ne, tr. Ampak dejstvo je, da nas vse to obogati in moja družina taka, kot je, ne rabiti na Pride Week korakati. Ja. Ne? Ampak moja družina taka, kot je, ker živi, ker gre v isti merkator kot ti, ker gre isto plavati v isti bazen kot ti, bogati in dela. Ne? In tvoja družina, ne? Jaz se pa spomnim enega momenta, ki je zvezda plela rožmarin in še ni imela čist časa se z mano ukvarjati. Ne? Ta mala se je pa zbudila, tvoja, ja. In je prišla ven s kakšno potrpežljivostjo na 742 vprašanj si odgovarjal. Jaz sem tam v senci sedel in čakal, da zvezda popleje, nekaj sta plele z eno prijateljico in poslušal vaju dva v tem vajnem dialogu. In mene ti pogovori zdaj s Tristanom. A ne? Včeraj je CNN objavil, da se je neka kugla znotraj Zemlje začela v nasprotno smer vrteti. Ti. Pa jaz nimam pojma o tem. CNN je pa napisal, da se ona vrti in da obstaja možnost, da se bo... Ne. Mi smo cel popoldan doktorsko dizertacijo. Ne, kako je čudovito. Kako je čudovito, ker tudi ene stvari tam mali zdaj vzemajo, tako kot mi vidimo kakšne stvari, preveč informacij, pa kar neki tam najde, kar je pa v bistvu ful za debato, ful lahko razčleni to in globoko. Zdaj sem si naročil eno družabno igro, pa ne da nočem delati reklame, ampak ne vem. Ampak nekaj, da razvije, potencira čuječnost v družini. In sem si naročil to, da se pol pogovarjaš in tako. In pa mi rok gleda, mi rabimo še orodja za, ne, ker se zjutraj začne in se zvečer v postelji konča. In se mi zdi, da mi je to tako, a veš, tako, točen tisk, ki se mi je mogoče tam na umno vročmo soncu, ko si stal, pa ta malo se odgovarjal, sem si mislil, 712 krat ga je že vprašala isto. Zdaj se mi zdi, da me to dela tako srečnega, da smo mi dva tisti, uno zemljo smo včeraj skoraj rešila za svet, da se je začel nazaj vrteti, po moje, sam še to nisem naredila, vse ostalo za rešiti. Čudovito je. In to je največji blagoslov in zato pravim, jaz sem bil star 20 let, ki sem si želel imeti otroke, vedel sem, da je težko, ampak jaz mislim, da sem tle, da je to en del mene, ki sem izpolnil sam po sebi. Ne, jaz se spremljam in vidim in si prav rečem, pa vse to se malo klišejsko zdi, jaz sem se tudi pač straight gay, mi smo iz take družine, jaz sem veliko rekel... A ti si straight mami pa gay? Ja, seveda, tako strejša, tako se razložil. Ne, ampak jaz sem tako klišejsko, jaz sem hodil okrog z babico po svetu, mene sem imel pari, fanti sem jo vzel ven, so mi pokazali, jaz sem imel vse, jaz sem vedno govoril, kako recimo lahko, kaj ti je božga, kako da imaš dva cool fotra. A veš, meni to nikoli ni bilo jasno. Ti si tudi napisal knjigo, Odgovori. Ta knjiga je prvič bila išla prvič leta 2001. Takrat in to, da boste razumeli, zakaj je ta knjiga taka, kot je. Jaz sem si kot mulc, ki nisem imel, vse sem prej rekel, da moja familija zmaga, ne, nisem imel sogovornikov in sem si odgovore napisal na listke. In ko sem bil v krizi, ko nisem vedel, pa nisem imel sogovornika, sem imel eno posodo in sem v tisti posodi izžrebal listek. Ne. Zdaj bi bilo malo čudno, če bi te posode prodajal. In sem naredil takrat že 2001 zbor teh odgovorov, ki sem si jih jaz takrat pisal. In zdaj po 20 letih, 21 let kasneje, so me prepričali, da jo naredim še enkrat in res, ti si postaviš vprašanje, se skoncentriraš, odpreš na poljubni strani in odgovor
ti pridejo. In zato je ta knjiga tako eno tako darilce, jaz pravim včasih mojim tem, ki pridejo k meni, za takrat, ko mene ni zraven. Ja. Ampak to mi pove, na kateri strani pa velja, na obeh straneh? Sama se odločiš. Sama se Da te bo odločiš. potegnilo, kam Ampak greš. to je tudi ena vaja zaupanja. Veš, ne, to je veliko, to je zadnje čase opažam, tudi pri mladih. Mladi imajo zdaj ful radi, da jih vodiš, kot da morajo sami. In to recimo je tako, ne, kaj bom naredil? Aha, ok. In je to motivation. Ne? Ja. Je to. Jaz sem imel na televiziji enega fanta, ki mi je dal odpoved in je šel na Pop TV delati za manj denarja. Ja? In sem rekel, razumem, montažer. Ja. In sem rekel, razumem te, sam daj mi hudiča, povej, manj denarja je. Daj mi razloži. In je rekel, viš kva, ko prideš k njim, zjutraj se usedeš v svojo čumnato in gor piše od 9 do 10 montaža tega prispevka, od 10 do 12 tega, je rekel, jaz sem ukalupljen in jaz vem, je rekel, vi pa preletite vsake 20 minut noter, dajmo to. Je rekel, jaz grem tja zato, ker mi je to, da imam sformuliran, ne? Pol je pri meni se zgodilo, da je Zvezdana imela top novico, da si izmišljal, pa sem si rekel, da je malo podaljši danes, jutri prid kasneje v službo, ne? Ampak danes te pa res rabim še pol ure, da zmontiraš tole za Zvezdano, ne? Je rekel, mene to toliko stira vrga, da ste vi meni ob 3 še rekel, še pol ure neki. Tudi če ste mi naslednji dan dal cel dan frej, ne? In to je to, kar si ti zdaj rekel, ne? Ta mladi res se bolj varno počutijo, če so pravila jasna, če igrajo. Ja, jaz imam eno prijateljico zdaj, ki je rekla, da hodi v šolo in sem stara 22, diplomo bo naredila in sem vprašal, kaj boš pa po diplomi, je rekla, da bom še v šolo hodila. Ravno zaradi tega, ker doma se usest pa delati neki sam, pa ne pravim, če je zelo pridna punca in tako, ampak lažje tudi v glavi se pripravi do tega, on mi bo dal nalogo, jaz se bom poučil. Vse to ni čisto slabo, ampak ko si star enkrat, ne vem, 25 let se mi zdi, da Ne, življenju moraš zaupati in se prepustiti, znati improvizirati. Jaz sem šel v Ameriko, ko sem bil star 19 let. Potem so se meni nadaljali v Ameriki. To zgodno povej, ko si šel na audicijo. Na audicijo za Opro, ker ko bo Opra mene videla, bo itak hotla za mene. Se bo ustavil. Če hočete, lahko tem, če nas bo kdo gledal. Ne, zdaj, kar takoj povemo, 2 knjigi sta za vas. Prijavite se. Kaj, polajkajte nas, pa followajte, se pravi, všečkajte, sledite nam in napišite svoj naslov, pa vam bomo prvima 2 bomo poslali. Ja, pa napišite, mi je bilo všeč, mi ni bilo všeč, ali pa kaj tazga, bomo veseli. Ja, Zvezdani, kakšna pohvala, dajte. Maju, dajte Maju, ali pa Marko. No, in jaz stojim na vročini v koloni, na audiciji za Color Purple film, to je bil pač film, kot jaz vem, kak film. Sam da pridem do Opre, že pol naprej rešval. Jaz sem imel takrat dolge lase, pa blond, na peroksid, pobarvan, 19 let, sem lep, ka slika. In nisem opazil, da so bili da v tisti vrsti ni bilo niti enega belga, kaj šele blond peroksid. Purple Color, prosim, film, veš, kjer je to. Color Purple, ja. Sužnje lesniško obdobje, sem pa, ko sem ga gledal, mi je bilo vse jasno, nisem mogel. In jaz sem stal v tisti očini, vse mi je dal tekel, Filadelfija, vroče je bilo. In potem pride na ženska in reče, kaj vi delate tukaj? In jaz zelo nonšalantno mislim, kako, kaj delam? Isn't it obvious? Stojim tle v vrsti. Ampak to je film o sužnje lastništvu. Ona ni mogla reči, tle so sami igri. In jaz rečem, in? Še vedno se ne dam, še vedno ne. In on reče, ja, ampak za vas v tem filmu res ne bi mogli najti vloge. In jaz, zakaj? Jaz sem toliko časa čakal, da dajte me saj noter, seveda. Kakšna volja. Niti bliz ni bila teta Opra, tisti bajti na tisti audiciji. Ampak jaz sem bil užaljen, jaz sem globoko zadet. Jaz celo mislim, da če bi takrat znal toliko angleško pisati, da bi kakšno protestno pismo napisal. Razumeš? Zadet in ranjen od tega, kako me je ni hotla. No, sploh ne ve, kaj zamuja. Je pa ena deklica iz Slovenije, ne vem, če se je mogoče spomnila, Nina Gajič. Ona je pri nas delala na televiziji. Min oče ima ta Gaj klub.
Ona je šla za kruhom, kako se reče, s trebuhom za kruhom v Ameriko z isto vizijo kot jaz, samo da ona še bolj, ona je genialna v tem humorju in tem, in ona je bila pripričana, da jo bo nekoč nekdo. In ona celo življenje piše pisma, piše scenarije, delala je na vseh teh velikih šovih, delala je za Oprah v nekem obdobju, delala za Ellen v nekem obdobju in je res v bistvu prišla s to svojo željo toliko blizu in jaz rečem, jaz bi bil ti, sam en dan bi bil ti, zdaj sem že v redu, če je Nina, zdaj ni treba več Oprah, ne? Sam sem to videl, kako da ustroj deluje, veš, ta sistem, ki ga jaz na televiziji, ki smo vse sami delali, ne? Jaz, a veš, to danes, ta studio je za mene, ne vem, če mi to verjamete, ampak mi smo mogoče takrat tako imeli studio narejen, tako, da je bila to ena ljubav in ni bilo tisti, kamerman bo zdaj prišel, kolega bo, ne, pa je bil asistent. Jaz včasih ga gledam Špico, oddaje na nacionalki, pa to je 800 ljudi je delal en kader, razumeš? Tam nas je pa en kamerman, tako ga vajen fant. Jaka, hvaležen, pa seveda tudi naši gledalci, ki nam lahko donirajo na linku dol, so v bistvu soustvarjalci tega fršterkeraja. Jaz tudi to verjamem, ne, da, kako že reče, put your money where your mouth is, ne, v tem smislu, da mi v resnici ta naša družba še ne deluje tako, bo pa v enem trenutku. Ampak Američani res, če ti verjameš v en kos, da nekdo spreminja svet, da nekdo dela nekaj dobrega, tudi tako, da je v resnici ta donation, nekaj, ki je vrhunsko in deluje in je nagrajeno z donacijo, ne več kot mesečna naročnina na RTV, ampak je v resnici tudi te zakupi določenih ali masterclassov ali vseh teh stvari se vedno bolj dojema kot dejstvo. Ne? In jaz takrat rečem, ko boš mogel denar postaviti zraven tega, kar govoriš, takrat v bistvu ti ta recognition v resnici narediš, da je to neki kos, v katerega verjameš. Jaz sem skozi Papriko, mi smo takrat na Papriki toliko denarja, toliko medijskega prostora smo dali, mi nismo dali gotovine, ampak smo dali grozno veliko tega programskega prostora, da smo zbirali, takrat je bila pediatrična zgodba glavna. Ne, in se spomnim, sem leta kasneje na tablici zagledal ime naše firme kot enega glavnih donatorjev na pediatrični kliniki in sem rekel, jaz sem to intimno tako verjel. Danes verjamem pa v to, da jaz pomagam tebi. Jaz danes verjamem, da bom tam prepoznal neko case iz mojega okolja. Veš, pa tudi tako je, Mark je tudi eden izmed redkih ljudi, ki he puts his money where his mouth is, no? Po mojih izkušnjah je. Ni tako, da bi samo govoril. Ustanovil televizijo in jaz zdaj šele razumem, da je to res možno. Veš, jaz nisem tega tako razumela. Jaz si takrat nisem upala misliti, da je to mogoče. Mi smo šla Zajšo, sam že to povem, da se vem, da sem predolg. To je zgodba, ki ne moreš verjeti, nisem ukorakala, se zdaj lahko rečem na katero banko, ko te banke ni več. Mogoče ne zaradi nas. Ampak mi smo ukorakala v Volksbank takrat Zajšo, da bomo mi imeli televizijo. Pa veš, koliko let je to nazaj. In oni so na Telemachu so nam rekli, ampak pod pogojem, če 1. aprila je slika gor. To je bilo pa 27. marc, ne pozabiti. 27. marc so nam rekli, da nam je televizijo, ampak če bo 1. aprila že slika delovala na kanalu. Mi so rekli, pa smo šla Roka vprašati, če se to da. Ne? Ampak tam na sestanku so rekli, In pa smo zračunali, da mi rabimo, to je bilo, se bom zdaj povedal celo številko, se ni nič, ki je toliko let nazaj, 350,000 evrov za to, da bi mi kupili tisto opremo, ki smo jo mi rabili. In mi smo šla k tem ljudem na banko in od mene zajokati. In mi smo šla tja in jim poveva, da rabijo, da imamo tle predračun, da je to tok, in on pravi, kaj pa osebna poroštva? Najprej osnovna izobrazba, kaj je to osebno poroštvo? Pa je rekel, ne vem, če imate kje denarja. Jaz imam denar, koliko pa imate na računu? Jaz imam, koliko imaš ti, jaz imam 5 evrov na računu. Veš, ampak to je bilo v tolarjih, da smo si na mojih 5 evrov. In naša pravi,
in rekel, a imate kakšno nepremičnino? Ne. Jaz ne, a že imaš ti? A imate kakšno nepremičnino? Ne. In videl bi imela 345. Ja, veste, to moramo pa mi dati na odbor, ne? Pa mi to, ja, razumem, valjda na odbor, ne morate vi kar tlele nama zdaj narediti. Ja. Ti, a oni so poklicali naslednji dan, da je odbor potrdil. A res? Ja. Ja, no. A veš, in jaz verjamem, res pa zdaj za migracine, ki se spomnim, kako sva, mislim, kako, in zato zdaj, ko sem to videl, vse mogoče to boste rekli, da je buta, da je nekdo tako odreagiral, kot jaz, ampak jaz to nisem videl od takrat, ko sem nehal na televiziji, pa mi smo bili pa na Papriki, smo vendarle bili tako, da smo imeli tudi kamere, pa kamermane, pa lučke, pa tako, da je bilo, pa masko, ja, moj Andrej. In hočem to reči, da to je bilo res, mi smo likali sceno še 15 minut pred oddajo, mi smo, a veš, ta ideja, kako bo zvezda sedela, joj, ne vem, a se ti ne zdi, da je, ne? Jaz se spomnim predsednika, smo imeli enkrat ene fotele, ki so nam jih v Natuciju posodili, predsednik države, bivši Milan Kučan. In oni so nam dali, nategnili so nas, ne znam drugače reči, da so nam dali fotele, ki v spod pisali, blagovna znamka, ne? Števeš? Ampak mi smo to ugotovili 3 minute pred oddajo s Kučanom, ne? Kaj ne pa zdaj trdim? Pa je rekel Kučan, ne sekirite se, bom pa jaz noge malo skrb držal. Ampak to je bilo z Drnovškom, je to doš videl, koliko sem jaz zmešan, kva sem jaz vse dal skozi. Zadnji intervju med volilno kampanjo za njegov zadnji mandat, mi smo mogli na Piki tako delati, da si mogel polurno komercialno oddajo narediti, ni važno kva, da si v bistvu z zaslužkom te komercialne oddaje lahko plačal ekipo za uno oddajo, ko si jo kao hotel delati. In jaz sem hotel Drnovška delati in če sem hotel Drnovška delati, sem rabil 30-minutno oddajo narediti. In takrat je prišla ena, ki je razlagala, kako se nohti lakirajo. Ne? In je pozabila una ta druga, ki bi mogla pa biti model, ne? Pa ni prišla. In ker sem jaz vedel, da moram to oddajo narediti, če hočem plačati Drnovškovo oddajo, se ni problema. In jaz sem Drnovškovo oddajo 60 minut oddelal z rokami tako, ker sem imel na pol prsti rdeče nohte. In sem celo oddajo z Drnovškom odvodil. To je bila strast. Meni se je zdel na tistem intervjuju zelo težko, zelo težek sogovornik, v pronicljivem je zelo težek, ampak se mi zdel, da je skozi bil malo piker, da je skozi bil malo sarkastičen na v bistvu vse. In obžalujem to, da takrat nisem imel tistih jajc, ki jih imam danes, da bi ga vprašal out of the box. Jaz sem takrat imel verjeten, da razmišljam nazaj, da so takrat bile neke aktualne teme, s katerimi se je Slovenija ukvarjala in meni se je zdelo blazno pomembno verjeten, da sem jaz tam, kaj pa vi mislite o Evropski uniji in tako. Danes, če bi imel jajca, ker on je bil že takrat v tej fazi, da je že hodil okol, da je že zdravilce, da je že knjige pisal, pa to, da bi jaz takrat imel jajca nekaj čez vprašati. In jaz mislim, da vam prav vsakemu vprašanju čakal, da te vidim frajer, veš. Pa nisem upal, Imel sem pa jajca, da je enkrat prišla k meni ministrica za kulturo, za kulturo, za kmetijstvo, in mi njena PR-ovka 3 sekunde, ki je že špica šla, mi da vprašanje. Gospa bi odgovarjala samo na ta vprašanja. Kje si ti mene najdla za vprašanje? Ti. In jaz postavim prvo vprašanje in ona me gleda. Uživo, oddaja uživo. Ona me gleda in ne odgovori. In jaz postavim drugo vprašanje in ona me gleda in ne odgovori. In jaz pogledam papir, sam da testiram, in preberem prvo vprašanje, ona se sproži in začne odgovarjati. A res? In jaz rečem, zaradi tehničnih težav bomo danes oddajo zaključili in sem prekinil 90-minutno oddajo. Bravo. Sem prekinil, ker nisem mogel sam se tega pstiti, veš. Ampak takrat pa res, to pa nisem imel jaz, da bi Drnovška šel vprašati tist, ki bi me... To je bilo glih po tistih ciganih, če se spomniš. Po Romih, ko ste ljudje. In to je bilo meni tako fascinantno.
Je bil impozantna osebnost, ne? Ja, ampak poseben, tak, ne, se smo vsi. No, v glavnem, zdaj si nam natrosil kakšne blazne, mislim, res imaš izkušnje in tako naprej. In ti zdaj marca, to me zanima, ti zdaj že spet imaš nek nov projekt, ne? Ja, marca delam pa prvi retreat. Jaz sem se grozno veliko naučil na Baliju in na Baliju smo delali z ljudmi, ki so potovali z mano na Bali, smo delali posebne blagoslove za ljubezen, za obilje, za zdravje. In ker je danes res težko iti na Bali, letos so avionske karte po teh dveh nore, sem se prvič odločil, da ta retreat naredim v Sloveniji, ja, in delam ga 3., 4. pa 5. marca v Rogaški. Ful bom vesel, če gre kdo na našo spletno stran, mojo spletno stran, da si pogleda, ker imam čudovite predavatelje. Naslov spletne strani je couchcoach.si. Couchcoach.si. In sicer predavateljice imam Tajo Cokato, ki bo govorila o sodi, Bilko Baloh, ki bo govorila o ašvagandi, ajurvedi, potem imam Aleksandro, ki smo jo tokrat omenjali. Barbaro, ki bo na fizičnem telesu delala z udeleženkami, medtem ko mi je spal pa počival. Takrat se jaz ne bom kaj prav preveč aktivno ukvarjal. Ampak to, kar jim bom dal, ne, bo pa v bistvu eni... Pa ti tudi boš predaval, ne? Ja. Glavna ta rdeča linija je pa to, da v bistvu bomo prvič v Sloveniji delali blagoslov za ljubezen, za obilje in za zdravje, kar se do zdaj še ni delal. Delal bom energetsko čiščenje po Ketutovi metodi balijski. In se mi zdi, da bo to res spet z ljubeznijo, spet z eno strastjo. V glavnem, največ imam teh mojih punc ali pa gospe, ali pa ne, ki me poznajo, ampak rad bi, da bi mogoče si še kdo upal, še kdo od vajnih poslušalcev, si upal iti to pogledati. To je v petek zvečer se dobimo, v nedeljo popoldne se poslovimo, vmes bo pa špricalo od energije in tako naprej in bom vesel. Na naši spletni strani je pa program in če vam bo slučajno všeč, bom ful vesel, če... Se pravi, couchcoach.si. Zdaj mi pa ti poveš, ko bomo počasi zaključili, a ti misliš, da svet res prihaja v 5. dimenzijo, glede na to, da nič ne zgleda? In da vsi govorijo, da kako bo boljše, mislim, da prehajamo, ne vem, kakšni prehodi in ne vem, kaj še vse. Jaz pa pravzaprav ne vidim, da bi to lahko v roku enega leta ali pa 2. Res ne? Jaz mislim, da sem ta peti elementu. Vse viš, kaj sta vse prej govorila, mislim, mi bomo morali to prečistiti, mislim, to nam šlo s tem, takšen, kakšen je človek danes. Jaz sem bil na enem čudovitem predavanju, ki je gospod, ki je predaval rekel en stavek. Prihaja čas, ko lažnivci ne bodo mogli več lagati. Prihaja čas, ko se črno ne bo več prodajalo za zlato. In jaz, če to 5. dimenzija, rečemo, to pa je. Pol si jaz te 5. dimenzije želim. Zato, ker se mi zdi, da je svečil v zadnjih 5-10 letih v samo ta zunanja podoba, v samo ta zunanji, ne, in je noter, kar jaz čutim, šlo v drugi plan. In se bojim, da se strinjam z mami, lik zaradi tega, ne, ker je toliko težko čez ta proces iti pri posamezniku. Mi kot skupnost pa ne moramo iti, dokler ne gremo kot posameznik. In ko sem slišal tega človeka, lažnivci bodo nehali, ne bodo mogli več prodati laži, in se bodo sami ovajali, to se meni zdi, da to zdaj že govorim o tem, da prihajam. Se pa bojim, da se strinjam s tabo, da se nam je zdelo to tako istočasno imaginarno, istočasno pa tako zelo blizu. Da se bo kar tako zgodilo, pa se ne bo. Problem je samo v tem, da zato, ker imam jaz toliko strahov, toliko dvomov, da me Jaka ne bo maral, da me Zvezdana ne bo marala, da me Maj ne bo maral, se ne bom upal sleči, dokler se pa popolnoma ne slečem, pa je vse brez veze. Zato ni tukaj 5. Jaz bom sam to rekel, jaz pa opažam to, pač lahko temu rečem na ground floor, se pravi na cesti, kjer se družim, opažam, da prav izrazito, mogoče je to po novem letu ali kakorkoli, ampak izrazito se je začela umetnost bolj razvijati. Ne vem, se pravi, fantje moji, ki delajo, ne vem, neke rap komade, ki so tako
niso reperji, ampak delajo prestran, se pravi, ta kreativa je začela kar buhteti, ljudje ne morejo več zadržati vse tega. No. Tako da meni se zdi, da se stvari začenjajo malo spremenjati. Vse sem vesel. Je pa tako, kot pa pri meni, kot človeku, pri meni se tudi ni čez noč zgodila sprememba. Ne. Treba delati, pa še bo treba delati. Jaz sem vesel, da smo midva, stara kozla, ne, bolj pesimistična kot ti. Oni so, oni pa njihovi, pa naši otroci so generacija, ki bo to spremembo še bolj pognala. Ne. Mi jo bomo mogoče opazovali. Zdaj mi je en rekel, da Apple in Microsoft skupaj financirate ne vem kakšne milijarde v razvoj te medicine, da boš ti imel neki in ti bo vsako sekundo lahko zdravnik premeril tlak, glukozo, ne, da gre v to. Da VC daš, pa ti analizira. Še ljubčki se namest mene, pa te toži. VC daš, pa ti analizira, vaš čas govori. Pa jaz govorim o moji generaciji, recimo, ne govorim sploh o generaciji 300. Tebe smo rekli 22,5. Ja. Ne govorim o tej generaciji najnih tamalih, ne, veš, ti so pa, ti pa, ki jih gledam, je pa čist nekaj drugega, kot smo recimo mi. Saj še to zakon, ta 22,5. Jaz velikrat starejšim gospodičnem, ki ne upam ocen starosti, rečem 22,5. In to je ena moja fraza, ki rečem, vi ste pri 22,5. In ne, celo uro konstantno mi poskušala dopeti, ta ona pa ni 22. In je bila tako luškana, in sem rekel, prosim. Ok, gremo tlele videti, kaj pravi o svetu v budućnosti. Tega ne sprašujte. Vidiš, živite. Jaz bi to prevedel v način ne sprašujte. Ne rabim vedeti, kva je jutr. Da je živ do nas tukaj zdaj. In hvala vam vsem trem za te krasne minute, ki sem se imel res fajn. Torej ne sprašujte se, sam živite. Reka naj teče. Ja. Pridružite se in upam, da ste bili, kakšen fajn pogovor. Kako smo rekli, couch.si. Predsodek zdaj. Tist, kdo je pravi starš, pa ne. Couch.si, začetek marca, zraven tega pa lahko tudi pričakujete na TikTok. Če bo se pa v jesen dal, bom pa še jaz zraven. Ja, upam. A še enkrat posnajamo od začetka. Ok, couch.si, pa zraven si lahko pogledate še TikTok, Akt, pa nas malo posledite, pa podelite nam. Pa naročite se. Hvala. Odlično. Hvala.